pripravljal se nisem nič. Tako da veš, tako da ni zdaj jaz neki to naštudiran. Drugač, ful ti hvala, ne? Ker si se odzval. Kako si se pa počutil, ker sem te... Tebi hvala za povabil. Kaj so bili pa občutki? V bistvu v štartu šok. Šok. Tak pozitiven šok. Da pa vsem, da rečeš, tem delu najdeš še čas za te stvari, no. Ampak ja, zelo pohvalno in v naslednji sekundi ni bil več pomislek, ampak sam še ja, pridem in evo, tukaj sem. Lepo, cenim. Jelej, treba se truditi. Jaz sem full fan tega, da bi tudi zanč, ko smo bili na M-Sori, pa smo se pogovarjali vse živo, ne? Ko tudi delajo svoj podcast, ta direktor njihov, oziroma ena ekipca, ko delajo tudi podcast na temo gradbeništva. In smo na neki točki, no, sva zajadrala s tem gospodom Dejanom na segment tega, koliko je problematika danes, da mladi, sploh pa pri nas, pa ne sam pri nas, ampak ta zahoden svet, tudi Evropa, ne? Koliko se nobenemu, ne bom rekel, ne da delati, ampak koliko so ti poklici ratali odtojeni, ki so bili včasih ful vredni enega spoštovanja. Danes so pa ti poklici v bistvu boljš plačani, kot so bili kadarkoli prej, kadar imamo pa napravim včasih skoraj nič. A ne? Oziroma je borba, oziroma se vozijo ljudje iz vseh živih koncev sveta. Ne? Ker se je že začel pojavljati, da imaš ti, ne vem, pa Pakistance, pa vse živo. Pa se jaz nimam nič proti temu, a ne? Ampak tako, škoda se mi zdi, no? Ker se mi pa zdi, da ko nekdo stopi v tvojo hišo, ali pa v tvoj dom, ali pa v tvoj poslovni prostor, pogovarjati se s človekom v svojem jeziku, s katerim si rastel, pa slovenščina, ki je lep jezik, se mi zdi škoda, a ne? Ja, v bistvu je, kako sem prej rekel, na nek način, nam rekel, da vsi poklici, ampak so razvrednoteni bili, no? Ali pa so še. Pa mislim, da po eni strani smo sami krivi, mogoče ne midva, ampak določen del podjetnikov, ker se pusti sprovocirati, pa po drugi strani treba se zavedati, da pač neko kvaliteto moraš dati v sebe, se pravi, v prvi vrsti moraš dati sebe, no, v poslu. Kaj pa to zate predstavlja, ta sebe? Se pravi, rečemo temu, v prvi vrsti, da delaš to iz srcem, da delaš to rad. Ker če greš ti, recimo temu z užitkam, rečemo temu na šiht, služba, na poslu, je to, mislim, da že kar velik. In tudi, če daš sebe in izhajaš iz tega, da delaj, pa če si izhajam, bom rekel, že več kot 20 let iz tega, da pač delajo karkoli izvajamo, nima veze za kjer kvaliteta na rank, oziroma a gre stranko, rečemo temu iz premožne družine, ali gre to za vile, ali gre to za, rečemo temu, nižje cenovne objekte. Mislim, da kvaliteta v nobenem primeru ne sme pasti, no. Kaj pa ne, glede materialno, no, in ne glede dela, ne. Se pravi... Zakaj pa delaš to rad? Začel si s tem, da rad te stvari delaš, a ne? A pa da rad delaš, da delaš to vsak dan, kar rad delaš. Kaj je to, kar rad delaš? Pa dobro, sej vemo, da so posod pač neki slabi dnevi ali pa kakorkoli, ne, pridajo neka nihanja, kar jaz mislim, da je čisto realno in normalno posod, ne. Lahko rečem, da nisem imel nekoga prej, ki bi rekel, evo, podjetje je staro, ne vem, 30-50 let, neka tradicija, ne, peleš naprej, ne. Pač bila je neka ideja, kaj početi v življenju, pa po drugi strani, če danes pogledaš 9. razred, sej ne moreš vedeti na koncu osnovne šole, kaj boš učil v življenju, ne. Pač bila je smer gostinstvo ali pa inštalacije. A je to ti kdo od staršev, da sta bile samo te dve smeri, ali... Ne, bom rekel, nista me nič, če rečem temu, zaverala, ampak čist neka prosta odločitev je bila, no. Se pravi, odločil sem se pač za to smer, ker sem imel, oziroma imam še vedno pač kolega, no, ker sva bila res od majhnega skupaj, ne.
šel je v to smer, res pa, da je bil pač 4 leta pred mano, ne starejši in sem nekako spoznal preko njega že v, rečemo temu, končanju osnovne šole, kako ta posel oziroma kam ta smer gre. Pa sem rekel, ajde, dajmo probati, ne. Sej v končni fazi greš lahko še zmer naprej, še zmer greš lahko drugam. Pa če me danes vprašal, jaz mislim, da ne bi zamenil. Bi se še enkrat enako odločil. Za ta poklic oziroma za to dejavnost, ki jo opravljam. Kaj pa pravzaprav, kako bi pa ti opisal svoj, kaj delaš? Ja, jaz v osnovi pravim, da smo multipraktiki, ne. Sej to nam rekel samo na področju strojnih inštalacij, tudi povsod drugje, ne, ker v končni fazi, če gledaš, si prodajalec, ko greš na objekt, vedeti moraš, kam greš, pač, če se le da si že v štartu mogoče mečkam pripravljen, da stranki znaš svetovati. Stranka, jaz mislim, da tudi, oziroma investitor, no, to začuti, no. Če ti nekaj počneš to, rečemo temu, s srcem, ne. In tudi, če imaš ti neko širino, če si ti dejansko res v temu, potem že tudi, če je situacija predstavljena drugače, in ko priješ ti na nek ogled objekta, če tako rečeš, pa je potem zgodba čisto druga. Če imaš ti odzadaj neko kilometrino, potem se zelo hitro zna obrniti. Kaj pa na začetku, ko ni bilo te kilometrine, ko vsi nek začnemo, a ne? Danes to verjamem, da vse drži. Kako je bilo, ali se lahko vrneva malo Tomaža, starega in 22 let? Ja, se je bilo tam nekaj, ja. Ja. Kakšni so bili pa takrat ti občutki? V bistvu, če tako zdaj rečemo temu dobro premislim, štartati na začetku, a ne, recimo temu, da nimaš nekoga zadaj, ki te plasira, poriva, kakorkoli pomaga. Seveda na začetku neke končne stranke je, recimo temu, ne. Potem si veliko smo bili skupaj, še prej sem šel na svoje z določenimi monterskimi firmami. In takrat, koliko je bilo, kakšen 2 leta, recimo 3, nam rekel, da smo se lovili, ampak smo si pomagali, rečemo temu, kot da smo bili delno tudi podizvajalci za večje objekte. Tudi tle mi je bil v bistvu izziv, recimo temu neki trgovski centri, večje proizvodne hale, res pač večja podjetja, ker so tam, bom rekel, inštalacije čist drugega obsega in tudi čist drugačnih, da rečemo temu, bistveno večjih primerov vsega skupaj, ne. Ampak lahko rečem, da zelo hitro je ta pot pač šla potem res samostojno, ne. Ne, da sem, recimo temu, da bi bil zdaj 20 let podizvajalec, ker jaz mislim, da potem je boljš, da bi morda bil celo zaposlen nekje, pa na drugačen način gradil kariero. Zakaj pa misliš, da je to tako? Ta tvoja trditev je zelo široka, ne? To moraš kar razumeti stvari, da pa nekaj probati. Jaz sem prav rekel, pač jaz izhajam, mislim, nekaj rekne. Ne moreš vedeti, kaj je dobro, če ne probaš, kaj je slabo. Ker šele ko probaš slabo, cenaš dobro. Oziroma cenaš tisto, kar je nekaj več. A se ti zdi, da je, tukaj govoriva v bistvu o obrtniških poklicih, mogoče malo odvisen tudi, kva se dela, ampak a se ti zdi, da je pa v vseh obrtniških poklicih, da ne moreš drugače, tako da najprej fajn je ne parkrat ukadiš, ne? Pa se začneš pa v bistvu, pa začneš pa rastno. Da je to neizogibno. Dobro je. Prepričan sem, koliko zdaj na hitro razmišljam, da ne poznam primera, no, da se ne bi, ne, da ne bi šli na leta, ne. Pravi osel gre enkrat na let. Mislim, da kot obrtnik greš večkrat, ne, pa ni fajn jeti, ne, če te nekdo, da ti nekdo ne plača, da te nekdo zavedno, bom rekel, prenaša okrog, ne, ampak znati moraš past, no. In to, da, ko pravi osel gre enkrat na let, mi gremo večkrat, a veš, kako boš padel, ne veš. Jaz mislim, da niti ni to toliko pomemben, kot da se ti znaš pobrati. In ta volja ali pa želja, ki imaš pač recimo temu vse, je pač imaš ali pa nimaš, to se ne da kupati. Kako bi popisal to željo? Kva ta želja je?
Ja, da vedno, jaz mislim, da zmeri se lahko pač pobereš. No. Seveda, včasih traja dlje, včasih manj, ampak spet lahko rečem, da tokrat počnem stvari, da nisem, bom rekel, nikoli obupal. No. Večkrat bi lahko, vse vemo, pač bile so razne krize, pa naj bo to do leta 2010, pa naj bo to potem razne zgodbe po recimo temu letu 2020, ne. Od koronci in vsega. Ne. Ja, velik podjetij je imel probleme. Jaz mogoče lahko rečem za sebe, da nekih problemov nismo imeli, no. Ja, bili so pa izzivi. Ampak Imaš kakšnega taza, ki bi ga lahko delil? Kakšen izziv, kakšno anekdoto? ja, zanimivo je bilo mogoče, recimo sploh prva korona, če tako rečeva, no. Iz danes na jutra, ne. Tako rekoč se je zgodil. Vse lahko počnete, samo tega pa tega ne. Ker si na koncu pogledal, je v bistvu tako, da rečeš svojemu, recimo temu pasu, ki ga imaš v pasjaku, evo, svobodo imaš, a ne, a v bistvu zaprte pa v, ne vem, 2x2 metra pasjaka, ne. On je res da zunaj, ampak svobode pa nima, ne. In en tak primer, recimo, je bil pri nas, ampak iz veliko mero optimizma, pa če rečem vole, delno iznajdljivosti, smo pač tudi čez to preplavali in šli naprej, ne. Čeprav bi lahko rekli, se ne moramo nikamor. Ja, riziko je velik, sej riziko je Ste delali med korono? Seveda. Ste ne? Lej, primer, mislim, da je bil celo, ne, bil je točen v prvem tednu, 2 ali pa 3 dni po, rečemo temu zaprtju, klic, pušča. A lahko pomagate? A reči, ne morem, vse veste, kaj je, ne smemo kamor, ali pa enostavno se pač usedeš v avto in si greš se pomagati. prevlekel in usedel v avto in šel In pomagati. smo pač šli pomagati. Ja. Mislim, da je eno tako, da obrtništvo, to, kar praviš, to delo je srcem, da tisti, ki so res ta pravi obrtniki ali pa generacije, recimo tvoja generacija, pa generacija mojih staršev, da se je to res delalo na tak način, da pač greš pomagati, ne. Greš pomagati, ne glede na to, smeš, ne smeš, boš, ne boš, greš pomagati, ne. Ja, absolutno, ker sej dostakrat pravi, pač, če tako recimo poslušaš, ne bo požar, ne bo ogenj. Kaj hujša ogenj, voda, ne? Ogenj, zato ker imaš pa še vodo. No, načeloma res, ja. Pri požaru, ki začnejo gasiti, ni samo, da ti je pogorel, ampak imaš še vse namočeno. Absolutno se strinjam. Ampak če to vodo preselva v nek, recimo temu stanovanjski blokac, neko 4., 5., 8. nadstropje, je kar strašen občutek, pa lahko rečem, da smo jih kar nekaj dal čez. Ko prideš v to nadstropje, kjer je mesto zločina, pa ko vidiš, kako voda lepo prunica oziroma teče povsod. Tle res vsako minuta, lahko rečem, pomeni lahko velika, ne. Kako pa doživljaš ti stranke v taki situaciji? Verjamem, da smo v takih situacij veliko v svoji karieri. Kako se ti počutiš, ko vidiš stranko, ki mu, ne vem, teče, ki je vse razmočen, ki pa dajmo reči, da je imel, ne vem, glih novo stanovanje? Ja, se je bil primer ničkolikrat, no. Recimo temu pride neko povpraševanje, daš neko ponudbo, rečemo temu, si malenkostno previsok s ceno, po njihovem mnenju, ne. Ja, to je zmer subjektivno. Kar je zanimivo, ker preneseš ponudbo na 2, 3, 4 straneh, a ne. In obrne pač na to lepo zadnjo stran, a ne. In po znesku ugotovijo, da si previsoka, ne. Ampak same vsebine, recimo temu pa noben ne pogleda, ne. Nekdo pa prenese ponudbo na manj straneh, niti spet nihče ne gleda, ampak so spet samo, rečemo temu, končni znesek, ne. Ampak jaz mislim, da tam, kjer se to dogaja, že v štartu, seveda probaš stranko skomunicirati, ampak če vidiš, da ne gre, jaz mislim, da boš že v štartu odnehati, ker če je že v začetku tak problem,
bo problem pri samem štartu dela ali pa montaži je bil še večji ali pa je še večji in potem tudi na koncu pri samem plačilu je lahko spet zaplet. Tako da Zdaj, če se pa postavil v vlogo stranke. A je stranka, ne vem, tudi jaz pri nas, ki delam stvari, se večkrat vprašam, koliko znanja stranka sploh ima, da je zmožna kvalitetno zajeti vsebino, ki je napisana na ponudbi, pa pol podati ceno. Sam si prej rekel, pogledajo znesek, a ne previsok, ne previsok. Sicer ti piše vse na 4 straneh, a na koncu nekdo dejansko ve, kva bere. Zato, ker to je en kup enih stvari, niti cen ne poznaš, niti a si se kdaj ukvarjal s tem, kako pa, oziroma na kakšen način rešuješ ta problem nevednost ljudi, ker ne moramo vsi vsega vedeti in to je normalno. Jaz mislim, da je pač, če rečemo temu, zadeva je, da eno je, recimo temu prodaja z ust v usta, ne, se pravi, da si ti že nekaj izvajal in imaš to referenco, ki je, oziroma ta tvoja referenčni objekt, ki si ga naredil, je dal nov posel, nov kontakt. Morda že po tej strani oceniš lahko nekako, ne, v grobo. Druga stvar je pa, da je fajn pa te investitorje obravnavati individualno, ne, se pravi, spet sva tam, ne, ko prideš ti do nekoga, da ga ne da ga prepričaš, ampak da ga najprej uspeš začutiti sploh, kaj želi. Absolutno, tako kot si rekel, ne, trg je ogromen. Mislim, naj bo to na področju naših storitev, nima veze, kakšne inštalacije, kjera dejavnost pač. Produkti so si med seboj zelo podobni. No. In tako kot si rekel, ne, investitor ne ve, zakaj je ena stvar boljša ali pa druga. Ne. Dejstvo pa je, da pač vsak ima v glavi nek plan oziroma neko kalkulacijo, kako pač s kakšno investicijo se pravi, ki se ukvarja, ne, in s kakšnim denarjem, rečemo temu, zneskom mora priti česa. Ne. In zdaj je vedno vprašanje, kje rezati, pa kje dati. Ne. Ker pač torta je velika, to, kar imaš. Ne. Zdaj, koliko velika, ko se boš rezal za določene izvajalce, je pa potem smo spet tam nezaupanje. Ne. Jaz pravim, da oskrat pač investitorjev stranke, kakorkoli, to, kar morate vi meni zaupati, da bomo kvalitetno naredili, moram jaz vam zaupati, da boste vi to plačali. Riziko, jaz mislim, da ima zelo podoben. Je pa tako, da če bo začela eno drugega dvomiti, je po mojem mnenju pač tle lahko hiter razpad sistema oziroma zadeva pade lahko hiter dole. Ne. Absolutno moraš biti pa po drugi strani kot izvajalec fair, da če že veš, da si nam rekel temu prepričal, da si svetoval boljš, zaradi tega, ker so pač naš področje v teh časih, ki živimo, pač zadeve so včasih, če tako rečeva, bile več ali manj vidne. No. Zelo malo je bilo skritih zadev, v današnjih časih se pač te inštalacije, če tako rečeva, z ogrevanjem vred, je pač področje talnega greta je zelo močen. Se pravi, vse te zadeve so v stenah estrihih in se če dalje bolj zavedajo, da vse, kar je skrito v čem, če ne bo tako, kot je treba, bo čez čas to lahko krat 3 ali pa krat 5 faktor popravilo. In to sem prej hotel reči, da se je zgodilo, da smo ponudbo dali. Nekdo je bil cenejši. Sem rekel, lejte, sej svet se ne bo nehal zaradi tega vrteti, zbirate sami. Odločili so se, zgodilo se, jaz sem tudi povedal, da si vrat ne zapiram, da si pač puščam priprta, da če rabijo karkoli, seveda se lahko slišimo. Pa smo se recimo žal ali pa na srečo tudi slišali potem čez 1 let 2, ker pač ta izvajalec ni bil več dosegljiv. Ne s telefonom, ne s podjetjem. Pa teh primerov ni eden, teh primerov je bilo kar nekaj, ampak ali to skoristiti zdaj ali ne, ali reči nekomu, ja, pač odločili ste se takrat rešite, ne. Saj se da, pač določene stvari se da rešiti, vseh pa ne. Valjda smo pomagali. In tudi korektno je bilo z obeh strani. Je pa zanimivo potem videti, ko ljudje pač spoznajo, ne, da bom rekel, kje so šli mogoče mim, pa kje jim je žal, kakšen prizna, pač kakšen želi skriti, pa mu pač ne uspe, ampak jaz pravim, pač ta odločanje
tudi jaz ne vem vsega, tudi ti ne, pač skušaš razumeti, internet je močen, čtiva je ogromno, da ne govorimo o raznih Facebookih, da ne govorimo o raznih grupah in temu, ne rečem, da je to slabo, pa po drugi strani vse ne moreš vedeti, tudi če ne vem, koliko pregledaš dokumentacije, pa vsega tega, jaz mislim, da po drugi strani si tle lahko še toliko bolj zmeden in so spet na zaupanju, ne, zdaj. Če si se ti pač odločil za nekoga, je pač treba iti v to, da... Koliko se ti pa zdi, da je pol zaupanje po tvojem ključnega pomena za sodelovanje? Obrtnik, pa bilo kakšen, pa stranka? Ta faktor po mojem je ful močen. In tudi potem bistveno lažje funkcioniraš, je pa res, da v zadnjih letih, no, bom rekel, sem kar že od štarta pač smo prisotni, oziroma veliko se zdaj že zgodi, da že ko se sami načrti, ko so v izdelavi, se pravi, da smo prisotni in tudi projekt, preden se začne recimo temu z nekim izkopom, da je že sestank, se pravi, teh ključnih izvajalcev, od gradbincev, elektroinštalaterjev, nas, oziroma pa predvsem seveda investitorja, zahtevam, oziroma si želim in tudi jim dam jasno vedeti, da dajmo se usesti, preden se karkoli začne, ker je tako zaradi nas, pa predvsem zaradi njih potem tudi lažje. No? In ta komunikacija, da sam investitor vidi v bistvu, da se ti izvajalci pokonektajo, no? Ker tle pač treba sodelovati, ne? Ker če bi tle na tem primeru vsak svojo vlekel, kar se tu dogaja, predvsem za investitore je to zelo slabo, no? Ampak to spoznaš šele kasneje. To je eno do njih ledal, ki gre oso gor. Ja, recimo temu. Ja. Sam ta let je načeloma lahko zelo tenek, če delajo po svoje. Ja, sploh ne veš, koliko je tenek, ne? Do momenta, ko poč pod nogami. Ja. Sem takrat, ko poč so oni že v fazi, ki so naprej, povratka nazaj načeloma ni, ne? Ja, mi tudi radi za naše stranke v bistvu, nasploh tako komuniciramo, tudi napisano imamo posod, da vsak uspeh je plod skupnega truda, da ne more drugače, da tudi stranka se mora na neki točki potruditi, razumeti situacijo, da včasih se jih pa sigurno ne da, ker mogoče to sem tudi hotel vprašati, a se ti daj zgodilo, da nisi več dvignil telefona nekomu? Ja. Razlog? Zaradi tega, ker smo enostavno, da te nekdo sprašuje za mnenje, preveri zadevo, če je kvazi v smislu, da si zaupamo, ne? Ni problem, da bi jaz zdaj, ne vem, nekomu rekel, zdaj pa ne smeš preveriti. Absolutno preveri. Ampak jasno, ko je bil dan informacija. Zahteva po svoje. Pač rečemo temu, da smo bili mladi pa neumni, na nek način želiš ustrešta, ne? Trudiš se, ja. Trudiš se, recimo temu, ne? Ampak po drugi strani pa že se pokopljaš luknjo, ne? Sploh ne veš. In na neki točki moraš zadevo ustaviti, ne? Nekdo na drugi strani ti pa vztraja, da se bomo plačali. Ja, absolutno, da boste plačali. Sej vemo, zakaj smo tukaj, ampak enostavno ugotoviš, da to ni v redu, oziroma da tista pot, da si se podredil na nek način, morda ni prava, no. Zakaj misliš to tako? Ne, da bi zdaj, se pravi, ko bi ustregel recimo temu investitorju, ne, da bi zdaj iz tega naslova delal slabo ali pa delal narobe, absolutno ne. Sej cilj vemo, ki je, jaz mislim, da pot ni samo ena, da jih je več, da niti ni mogoče to pomembno, kje je daljša, kje je krajša, ampak ugotoviš, da bi lahko naredil boljš, še boljšno, če rečem, še bolj logično, ampak potem bi mogel delati po tisti logiki, ki sem imel v štartu, ne po logiki, recimo temu investitorja, oziroma nekoga, ki je dal to idejo. No. Ja, ko obrtnik na nek način ima v rokah škarje in platno, mislim, delite, oziroma to bi bilo bolj mogoče smiselno, ti imaš škarje, stranka ima pa platno. Ja, to je bolj logično. Ja, ampak če se ona dva zdaj ne razumeta točno, kva morata izrezati ali pa z tega oblikovati, pa kaj določenemu, kjere vloge pa odgovornosti pripadajo, imaš ti zelo hiter, zelo velike probleme. No, pa se s tem nisem
recimo, ko smo rekla, nisem v smislu, da bi se zdaj podredil, ne. Bolj mogoče rečeva temu, želiš ustrešiti. A lahko to dodava na en konkreten primer, tudi če se ga zmislava. A pa še boš, če imaš kakšno izkušnjo. Kaj to zdaj pomeni? A to pomeni kaj? Ne vem, investitor si želi, ne vem, naprimer, ne vem, toplotno črpalko tipa A, ti veš, da bi bilo boljše, da je toplotna črpalka tipa B, ampak ker hočeš ustrešiti investitorju, mu daš A, čeprav veš, da se ti bo kasneje zaradi tega lahko to vrnil na drugem koncu, pa vprašanje, če v razumu, zakaj. Ja, recimo, lahko je to tak primer, recimo temu toplotna črpalka, ja. Spet malo more produktov, ne bo to, kar se tiče znamk, ne bo to, kar se tiče modelov, ne. Pač v projektu določen nek tip, absolutno nekdo je to zračunal. Dejstvo pa je, da če se vmes zadeve spremenijo, dodajajo, je tudi v tem primeru treba to vse pač, rečemo temu, preračunati na nove vrednosti, ja, ne. Sam pač, jaz pravim temu, ljudje večini kupujemo z očmi, ne zrazumem tisti moment, ne, oči pač kupujejo, ne. In lep primer, doskrat pač, rečemo temu, partnerce ali kakorkoli, rečemo temu, investitorjev, ne. Jaz bi, a veste... Nižnejši del. Tista, ki je taka lepa, olivna zelena. A pa ta, ki je grafitno siva, je tudi lepa. Zdaj se pravi, razumeš, skušaš razumeti, absolutno, pač kupuje oči. Ampak ni pomemben toliko ta barva, kot kaj je za to barvo skrito, oziroma predvsem kater produkt je, pa da se ne kupuje ta produkt zato, ker je lep, ampak se treba v osnovi vprašati točno, kaj hiša rabi. No, in če bi zdaj mogla vzeti, kje so 3 ključne stvari, ki bi jih recimo mogel vsak merkati pri izbiri toplotne črpalke? Absolutno zagovarjam v osnovi kvaliteten produkt, rečemo temu evropskega, več ali manj evropskega proizvajalca. Ni vse na kitajskem narejen. Ne, s tem se lih ne strinjam, ni vse na kitajskem narejen, seveda na koncu se to odraža tudi ceno. Je pa zelo en lep oziroma velik faktor, ki je zelo pomemben, ko to črpalko vgradijo, ne, pač teh popravil, bom rekel, kar nekaj. Predvsem treba gledati zadaj, kakšen je support, naj bo to na strani servisa, naj bo to na strani rezervnih delov. Da ni to produkt, ki je iz danes do jutra, ampak da je to nek preverjen produkt, ki zadaj stoji neka ekipa v razvoju in sva spet, se pravi, ker sam nakup toplotne črpalke, če rečeva zdaj, da si izmislim, a je to 6.000 evrov, je to 8.000 evrov, je to 10.000 evrov, ja, razlika je toliko pa toliko, to je res, ampak zadeva se ne vgrajuje za leto, dve, ampak na dolgi rok. Koliko je to približno pri toplotnih? Zdaj je spet odvisno, a govorimo o pač tipu zrak, voda, tipu geosond in tako naprej, se pravim, tega je zelo veliko, ampak dejstvo je, da izhajati iz tega, kaj hiša potrebuje in pa predvsem, kaj ti, se pravi, na katerem področju recimo se ta objekt nahaja, ne. In tle recimo v štartu je pač, da si previden, tudi če imaš boljšo rešitev, da se morda preprojektira oziroma da se res naredi kalkulacija, se pravi, to, ko sem prej rekel, 6 ali pa 10.000 evrov, niti ni tako pomemben, ker če recimo izhajaš na, pa ne bo to 10 let ali pa 20, sam nakup, se pravi potem sam servis na toliko let in pa kakšen udobje ti da ena, kakšen udobje ti da druga. Seveda zavisi spet, kaj hiša želi. A gre to samo za klasično talno gretje, ali gre tudi za hlajenje. In potem še prezračevanje in tako naprej. Tega je, veliko stvari se da lepo skupaj skombinirati, ampak jaz pravim, treba pač teh par faktorjev seštetno, pa dejansko potem zdeliti in potem hitro vidiš, da ta nakup, ki je morda v štartu dražji ali pa nekoliko dražji, v bistvu sploh ni dražji. Ker
ali daš v štartu res nekaj več, pa sva spet na nekem zaupanju, ne? Stranke oziroma investitorja, pa imaš mir. Ali pa daš nek cenejši produkt, pa imaš pač nemir. In tle se moraš vprašati. Pa je zmer pri cenejših produktih pride do tega, da imaš na neki točki nemir. Ker vemo, a ne, včasih ti lahko tudi, pa nočem zdaj nič, ampak tako se pravi, a ne, da vkrat tudi novega Mercedesa kupaš, pa Absolutno. na neki točki gre lahko nekaj narobe, a ne. Se strinjam. Ja, ta support je pol važen. Težko lahko ti odgovorim na kakšno vprašanje, kar se tiče miru. Na nemir ti pa ne morem odgovoriti, ker se pač s temi poceni oziroma cenenimi izdelki ne ukvarjamo. Tle smo se pač usmerili v smer pač miru, pa predvsem zaradi tega, da je cel paket neka kvaliteta, ne da se izhaja iz tega, da se vgrajo neke res, pa nimam nič proti cenenim, so tudi pač firme, ki to pridno vgrajujejo, vsak se odloči, pač recimo temu, po kjer modelu trga bo hodil, ker se da tudi s renomejskimi toplotnimi črpalkami ravno tako čisto lepo zraven prijeti v objektu. Tudi če je nekoliko dražji, so stvari, ki jih lahko odzameš, da jih lahko nekje druge daš. Samo to sva spet tam, ali sodeluješ od štarta pri projektu in tej tortici, ki sva govorila. Kjer kos, veva, koliko kosov raba, če tako rečem, pač primerjavo s to torto. Ja, ne, se te čisto razumem. Pač del torte mora biti rezerviran za tist, kar je in tist, kar ostane. Če rečeva neko opremo, lahko vedno zamenjaš. Ja, dejstvo pa je, da imamo ljudje v življenju različne velikosti teh tort. Jasno. Eni In tudi imajo- prioritete so druge in želje so druge in pogledi so druge in absolutno različni smo si in hvala Bogu, da je tako. Ja, ne, Mislim, da je prav, da je tako. No. Ne, mislim, to tako je, ne. A je nam to všeč, a nam to ni všeč, to je zmer tako To tako bilo, je in pa tako bo. verjetno zmer Točno tako tako. bo. Ja. Pol je samo, da ti v sklopu tega, kar lahko odrežeš, da si odrežeš to, kar je najbolj primerno, pa da znaš malo postaviti prioritete. A ne. Kaj je za hišo res najbolj pomembno? A ne. A je zdaj dati, ne vem, aluminijasto ograjo, pa na ta račun malo cnej toplotno, ali dati malo dražji toplotno, pa mogoče za začetek samo neko mrežo okoli ograje. A ne. Ja, se vemo. Kle se začne pol loviti. Slovenci smo en poseben narod. Kar se Kaj tega misliš s tiče. tem? Ja, da je aluminijasta ograja fajn, če je. Ne? Fasada mora biti, pa saj en dober avto. Ja, to se vidi, ne. Sicer, ja, seveda to se vidi. Kar se ne vidi, ne, se lahko tudi načeloma malo poskrije ali pa prešpara, ne, sej to recimo temu nekdo ne vidi, ki pride. Ne. Ampak tudi ta zavedanje, jaz mislim, da gre v zadnjih letih tudi v pravo smerno. Tudi ta informacijska doba, tudi če zdaj AI recimo vzameš, a ne. Danes tisti, ki se loteva, za moje pojme, no, tisti, ki se loteva gradnje hiše, si lahko zajem velikega časa prešpara, saj v nekem tem osnovnem delu razumevanja, česa se sploh lotevaš. No. Zato, ker ti zna informacije na zelo lep način dati. Se mi pa zdi, da je pa tudi ogromno ene priložnosti za ta sektor, da se v bistvu obrtniki, kot smo na nek način tudi mi, ali pa kdorkoli, ki dela v sektorju gradbeništva, pa da se glih zdaj ne ukvarja z nekimi ogromnimi objekti, a ne, je AI zelo dobrodošla stvar za ustvarjanje mostu informacije med obrtnikom in pa stranko. A ne. Ker na koncu, dobro, itak to je nekako dokazano, ne, da kupujemo z emocijo, a ne, čeprav mislimo, da ne, pa ni zdaj sam barva. No. Mogoče, ne vem. No, se da bo sam primer. Ja, nežnejši spol, recimo, je nekako to bolj dojemljivo, a ne, doči moški imaš pa ne vem, je pa kakšna druga scena, a ne, ampak posod so malo čustva, nekje je pa logika, pa reala, pa izračuna, ne. Koliko se pa razlikuje teorija med prakso v teh primerih? Konkretno misliš, Ne vem, mava neki izračun toplotne črpalke, ti pa že na podlagi lastne ocene pa prakse veš, da mogoče ta kljub temu, da je to nek teoretičen izračun, da ne bo to najbolj
primerno za hišo? Kolikrat pride do tega? V bistvu se mi zdi bolj tako, ne. Če se vrneš v štart, ali delaš ponudbo po, rečemo temu, nekomu popisu, kar je absolutno po eni strani se strinjam, da je fair, ne? Da lahko vsaj deloma, oziroma rečemo temu v nekih 70% potem imajo neko realno primerjavo izvajalcev. Po drugi strani pa, če se ti strank lotiš investitorjev pač individualno, se pravi res vsakega posebej, kot ti treba, boš ti recimo temu pregledal tako načrte kot popise. In se pač včasih zgodi, da se zadeve, rečemo temu, so neki copy-paste, ne? In zdaj, a se boš ujel na to, ali se ne boš, ali pa boš res dosledno šel čez. In tudi potem, veliko se je to zgodilo, seveda pregled v štartu, ne? V redu vse. Potem pa zvezdice, pa opomne točke, ne? Kaj s tem, tole, ne vem, primer, ne bo to na inštalaciji, ne bo to na kanalizaciji, ne bo to na ogrevanju, hlajenju, kakorkoli. Ti začuden pogled. Prav se ni nič kot tako narobe, ne. Ne se ni gre za to, da je narobe, ampak zadeve se med seboj pač niso uskladile, ne. Prav ste ta prvi, ki ste upozoril, kaj so drugi, ne vem, pa po drugi strani me niti ne zanima. Ampak dejstvo je, da vsak se loti tega, kot se lota, ne. Je pa sigurno ena dodana vrednost že v štartu, da opazijo, da si se ti že, ne da, ko si začel izvajati, ampak v štartu, ko si samo želje, rečemo temu, pa popise prelil v številke, vidijo, da si v bistvu dosledno pristopil na projektu. In kar nekajkrat, no, nam rekel velikrat, kakorkoli, smo dubali take objekte zadelati, ravno zaradi tega, ker sem se v štartu poglobil, ne. Je pa res, da to pač prinese z sabo toliko in toliko časa. Samo se vas pitam, ali boš delal recimo temu 100 strank na let, ali boš delal 200 ali 300 na leto, ne. A greš na maso. Misliš, da je boljš? Zate, po tvojem mnenju, kaj misliš, da je boljš? 80. Zakaj? Zato, ker pristopaš k stvari tako, kot je treba. Pregledaš zadevo, kar mislim, da ja, globalno gledam, vse so enake, ne. Rečemo temu hiške, pa niso, vsaka ima svojo zgodbo. In če se v štartu poglobiš, se pravi, že v tem primeru zame je dober, oziroma za nas kot izvajalca potem, da ni samo nek list papirja, no, če tako rečemo, nek načrt, po katerem bomo naredili, ampak da najdeš mogoče tehnično, včasih se kakšne stvari prekrivajo, pa jih rečemo temu program ali kakorkoli ne zajema, ne. In to sklajevanje vse te stvari, da že v štartu upozoriš, se potem da tudi primer za elektroinštalaterji, ker rečemo tudi ta področje njihova je zelo širok s tem pametnimi inštalacijami. In potem v kombinaciji z prezračevanjem sem dostikrat tam prostora zmanjka v samih estrihih. Če rečemo en konkreten primer in če zadevo od štarta opaziš in opozoriš na nekem štartnem sestanku, se te stvari rešijo na papirju in hitreje se začne. Ko se recimo temu dela, potem do teh zapletov ne pride, ne. In tle res hitro vidijo, pač a si ali pa pač nisi. Ja, to je kvaliteta mojstra pol, ne, obrtnika, kakorkoli. Pa ne gre tle za neko samo hvala Bog ne daj, samo dejansko res, jaz jih kar nekaj poznam, no, ko se tega na enak oziroma zelo podoben način loteva kot recimo temu jaz, če tako rečem, in ima neko dodano vrednost in spet na tistem zaupanju, tudi ko sva govorila. Pa tudi na ceni v končni fazi, ne? Na ceni po eni strani je lahko potem kakšna stvar morda v štartu spet sliša dražja, ampak boš pa po drugi strani i kar nekaj prišparil
oziroma kar nekaj, sam investitor bo kar nekaj prehranil potem skozi gradno. Ker če bi se te zapleti z danes na jutro pojavili, pa da je nek terminski plan, kjer je v petih kar nekaj izvajalcev, pa da se zaradi recimo temu parih malenkosti zadeve zalomijo in se dela recimo temu ustavijo ali pa kakorkoli, jaz mislim, da je tle izpad. In sam strošek bistveno večji, kot pa če se zadeve rešujejo že v štartu, preden v bistvu problem sam nastane. No. Ja, pa da ne govoriva o tem nemiru, ki ga ima investitor, ko pride do take situacije. Ne? Ja, kaj enkrat pride do tega, jaz mislim, da je ta napetost res pa tako. Ta je vojno stanje lahko včasih, a ne? Ja, je že bilo, ja. Samo doskrat se pol uvadajo s tem, kdo je kriv, pa kdo kaj ni naredil. Ne? Namesto da bi se v štartu tisto sekundo v bistvu ustavili, pa najprej šli reševati neki izziv, pa ne bo to na naši strani ali pa ne na naši strani inštalacije, ampak enostavno, da se najprej to odpravi, se pravi, da zadeva lahko teče nemotorno naprej in se bomo potem pogovarjali, kje je morda mogoče nekdo falil, lahko že projektant v začetku ali pa arhitekt, ki je prevzel potem določene segmente, ampak zdaj iščemo krivca ali iščemo rešitev. In to mislim, da je zelo pomemben faktor. Bom probal nekaj vprašati, pa če me ne boš najbolj razumel, kar mi je postal pod vprašanje. Koliko enih kljukc mora imeti nek obrtnik, mojster, zato da je sposoben na takmu visokemu nivoju speljati en objekt? Koliko je potrebnega, če se malo to, se pravi, izkušnje, orodje, iz tega vidika. Včasih imam občutek, no, da to, kar so se že prej pogovarjali, ljudje vidijo ceno, se vsak ima svojo pravico do svojega mnenja, kar je edino pravilno. Zdi se mi pa, da se premalo pogovarjajo ljudje o tem, koliko dejansko mora nekdo, ne bom uporabil besede žrtvovati, ker to delaš rad, se pravi ne žrtuješ, ampak kaj vse je po tvojem mnenju potrebno, pa kakšne pogoje moraš izpolnjevati, zato da lahko opravljaš storitev na tem nivoju na tak način. A sem jo razumljiv? Žrtvovanje, ja, drugač. Jaz mislim, da žrtvovati moraš kar nekaj časa. No. Pa ne govoriva to delovnik 7-3, ne, ampak tudi te, da rečeva temu popoldanske ure. A bi lahko temu rekli, da žrtvujeva odnose v domu na ta račun? Absolutno tist, ki je obrtnik ali pa ki je bil obrtnik, da bi nekdo rekel od 7 do 3, govoriva, ko se neko podjetje recimo temu odpre ali kakorkoli začneš. Ne rečem, da se zres veliko vole organizacije, da se ne da do tega prijeti. Ja, da se do tega prijeti, ampak od štarta jaz mislim, da smo bili vsi na istem, kot sem prej rekel, razne popoldanske, večerne in zgodno jutrajne ure, da pač rečemo temu loviš samega sebe na področjih, itak se navjameš vedno povsotane. Nek boš ujel, po drugi strani ti pa že val zadaj prihaja, kad druge zamujaš in ta kolobarjanje stalno iz ene strani na drugo, absolutno se strinjam, tudi sam sem, bom rekel, bil vpet v to, no. To je tak začaran krog, no. V bistvu čas pa gre. In da rečeš temu, da postaviš neko ekipco, pa da si rečeš, kje je tist moj dost. Vedno greš lahko naprej. Pa si najdel svoj dost. Jaz zase sem najdel svoj dost, ampak sem pa veliko časa rabil. Nisem še čistam, če sem čisto iskren, še vedno ne, ampak se zavedam, kaj v bistvu je pomemben. In kaj bi to bilo? Recimo temu ta čas, ki ti ostane res, da rečeš zase oziroma izven tega področja, kot sami rečeva temu samega dela, no, oziroma obrtništva. Res še vedno ni seveda samo 8 ur, ampak stremim k temu, da rečemo temu, da so vikendi, kar se le da res potem odmaknjeni od posla.
kar ne pomeni, da Ne greš. nisem dosegljiv. To je tisto, kar sem rekel, da še nismo vse dali. Pač. Mogoče je napaka, mogoče ni, ampak nekako sem bil vedno dosegljiv. Seveda, marsikomu je čuden časih, ker ne dvignem takoj, kje pa si, a ne. Zato, ker je pač bilo vedno takoj, a ne. Ampak jaz mislim, da na neki točki moraš narediti nek, rečemo temu res, da probaš to malo ločati. No. Pa danes, ko gledaš za nazaj, ti je kaj žal, da si dal toliko časa v biznis? Oziroma v ta svoj poklic? Po eni strani mi je žal, absolutno, da mi je žal, ampak to bolj z tega, ker tako generacijsko recimo zanimiv, tudi verjetno si to doživel, ne? Ker ti nekdo, ki je starejši, ne vem, 10, 20, kakorkoli let, ne, recimo, če reče, odkog si prej rekel, pri 25, ne, ali pa 30, kakorkoli greš na svojo pot, in ti nekdo, ki je najnih let, ali pa recimo nekdo, ki gre že čez 50, ki ima res kilometrino ogromno, ne delite teh napak, dajte fantje, zdaj imate čas, ampak enostavno poslušaš jih, slišiš jih pa ne. Oziroma, ali pa jih slišiš, pa jih mogoče, ali jih razumeš, ali jih pa ne želiš ti smeti razumeti kot, sej, tole, teh par stvari bomo naredili, potem se bom pomeril. In kaj bi to recimo bilo, da skonkretizirava? Ja, absolutno. Ti daš zdaj na svet meni, pa sva na temo časa. Rečva temu, ko začneš, absolutno se trudiš, ne? Trudim se še danes, ne? Ampak dejstvo je, da če dam neko primerjavo, recimo hrčka, ki je v tistem, rečva temu, kako pravi temu kolesu, ki ga vrti, on stopno in vrti, ne? Zdaj, kako boš vrtil, koliko hiter boš vrtil, a boš hodil počasi, boš hodil hiter, pač prilagajaš se seveda trgu. Itak, nam rekel, po eni strani hlastamo za projekti, a ne? Če dali manj, ampak po drugi strani si vesel, rečemo temu, novih projektov, novih izzivov. Je pa res, da pač to zahteva celega človeka, ne? In če si potem v to opet, so spet, se pravi, potem na strani, rečemo temu, privatnega časa oziroma doma nekje zmanjka, ne? In absolutno bi se lotil kakšnih stvari drugače, v smislu, da bi mi, rečemo temu, več časa ostali za, rečemo temu, privatno življenje. Pa ne govorim zdaj to vsaj kakšno urco recimo na dan. Ali pa par ur več na teden. Ker na koncu, če gledaš, sej živiš samo enkrat, a ne? Sem, da se vprašaš, kaj pa pomeni živeti. Ali pa kaj pa je življenje. Je res sam delo in delo in delo. Pa lahko rečem, da sem deloholičen. In zelo rad to upravljam, ampak ja, vse ostale stvari grejo mimo. Se pravi, pod prvo točko, če rečeva, da si lahko to, kar si danes, je veliko časa odrekanja, se pravi, bilo z drugim besedam rekel, da ko stranka dobi nekega mojstra na dom, se mora zavedati, da je šlo ogromen enih ur v razvoj tega, da ti lahko njemu dostaviš določeno storitev, tudi na račun odnosov, ki jih imaš okoli sebe. Ni mus, se učimo, tiskaj pa kadarkoli probo delati na svoje bilo kaj, pa ve, da na začetku brez nič žal ni nič, a ne? In da se tega ne moš ogniti. Kaj pa recimo z področja financ? Kako pa vidiš to, recimo kot to neko točko, ki je pogojena s tem, da si danes to, kar si, finance pa ta aspekt? Spet lahko govoriva o nekem odrekanju, zato da, a boš zdaj kupil nov kombi ali boš, ne vem, mogoče kaj drugega. Absolutno iti moraš naprej, oziroma rečemo temu sploh, da zadevo premikaš v smeri, kamor mora iti, pa če se lotva zdaj spet neke kvalitete oziroma nekega sklopa inštalacij, so pač za različne, bom rekel, izvedbe različna orodja. In če temu rečem, da izhajamo z nekih čistih spojev,
in se pravi, da se dejansko res izogibamo vseh teh cenenih zgodb. Se pravi, tudi v tem primeru pač je orodje, oziroma je orodje, rečemo, tista postavka, ki je tako gora, dejansko. Ampak dejstvo je, da brez dobrega orodja in vsega, se pravi, boš ti na drugi strani porabil spet toliko več časa za vse, za samo izvedbo, recimo, in na koncu dejansko te moramo razmišljati, da je treba pač imeti neko kvaliteto oziroma ne neke cenene zgodbe. Ne? In kako bi po tvojem, recimo, ne vem, ocenil, zdaj, če to lahko deliš, kakšna je vrednost orodja pa kombija, ki ti pošleš ekipo na teren? V koliko denarja govoriva, da je vloženega v to noter, da imaš ti stvari za v roke prijeti, pa da lahko s tem narediš nekaj? Ja, orodje Na palc. Na palc, če rečeva, je bistveno, je rečeva kar krepkih 20,000 evrov. Pa je prej 30. Pa ne govoriva, da imava že kombi. Pa ne govoriva, da imava not mogoče kakšne stranke prave podoča trgovina, ampak dejansko pač ta delavnica. Zaloga? In potem je tle zaloga, pa to spet. Vemo, da je zaloga breme, po drugi strani pa Ne moš brez tega. kakšen breme je, ko ti ob 4 popoldne nekaj, recimo, ne bo to Ljubljana okolica, zmanjka nekaj, pa ne bo to produkt, v bistvu nima veze, stane 10 evrov ali pa 100 evrov, ampak da tega produkta ti nimaš na zalogi, na objektu imaš pa 3, 4, 2, se nima veze, fanta. In potem nekdo more po to iti. Je ta strošek potem te zaloge minimalen proti vsem tistim, s tem, da zadeve ne moreš recimo zaključati, da brez tega ne moreš končati, da brez tega tisti dan ne moreš oditi z objekta. Oziroma lahko bi, pa veš, da ni v redu. In v času, ki je trenuten, in vseh teh ponudb, tudi raznih kombijev, vemo, rečemo temu, po koliko so tudi te hruške pa jabolka, ampak dejansko, če to sešteva, pa da bi danes rekel, da odpreš podjetje, itak ne greš v nov kombi. Ampak če prideš, preko cele priješ do tega, da boš kupil nek nov kombi, postavil nek sistem, pa potem je tle še en del skladišča. Je pač ta številka lahko hiter 6 mesec. Pa mogoče ne zgleda na prvi pogled, mogoče sploh, ampak enostavno lahko je tudi manj, lahko je tudi bistveno več, odvisno, se pravi, koliko velik si, pa kje je tista meja, ki rečeš, da tukaj grem več, pa ne da več ne rabaš, ampak sej v končni fazi, po drugi strani pa več, ko pojesti, pa popiti ne moreš. Na koliko časa pa približno moraš v bistvu delati rotacijo orodja? Ali so to orodja, ki dlje zdržijo, ali je to, ne vem, amortizacije 5 let, pa moraš pa v bistvu, ali tehnika napreduje, ali pa pride do obrabe? Koliko imaš približno to rotacijo orodja? Ja pa rečem, ajde, da je to nekih 3-5 let, zdaj spet, 3 do 5. lahko je tudi 7, ne, zdaj Ja, odvisno. na samih inštalacijah je ta spektar orodja, bom rekel, je kar nekaj različnega orodja, pa so stvari, ki jih rabaš vsak dan, po par ur, so stvari, ki jih rabaš mogoče 3-krat na mesec. Logično je v tem primeru, da je ta doba daljša. Po drugi strani pa, a ti rabaš 3-krat na mesec ali pa 3 ure na dan, investicija je taka, ki je v štartu. Absolutno stane kot stane, ampak dejstvo je, da brez tega ne moreš. Da si pa to stalno nekaj sposojaš, enkrat eno zadevo, enkrat drugo, pa mislim, da je pol boljše, da se tega ne greš. Pač je pa težko, za nekoga, ki ni v tem, pa spet rečem, se to ni samo naš poklic, tudi ostali poklici. Cel sektor, tak. Je tle vložek kar velik, ampak brez tega pač ne gre. Ja, kad nekdo reče, ne vem, to, kar so se že tudi prej omenila, ne vem, karikiram, 1000 evrov vrednost dela, ja, to je pa drago, Ok, jaz razumem, da se vam zdi ta znesek visok, pač zaradi razlogov, ki jih že imate, Samo dajmo tudi to v kontra pogledati, koliko je enega denarja vloženega v to, zato da sploh lahko nekam prideš, Kje je znanje šele, pa čas,
ki ga moš ti vložiti, da znaš tudi ta orodje uporabljati. Ker jaz dam tebi lahko orodje, ne? Sam, a v švedu kva z njemu delati, plus tega, da moš narediti tudi dober, premalo je sam, sploh recimo par vodi, pa kar si prej govoril, skrite inštalacije, ni sam, da si ti naredil, ti moš biti 100% na to, ma ne 100, 120% na to, kar si naredil, ker če en fitting nek noter v steni poč, pa da nekdo to porajta, ker vode se ne vidi z danes na jutr, vodo se vidi, ker je ona že delač stekla. Ma jaz bom tle tako rekel, mogoče, da rečemo temu, da sem načeloma zato, da se ljudi izobražuje do ene meje, obvešča, ne bo to skozi medije, ne bo to televizija, ne bo to kakorkoli rečemo temu, čez recimo papirna oblika, ki je še bila. Sem pa da se zastopimo, da nimam nič proti samograditeljem, ampak globalno vsi vemo, oziroma če se recimo temu malo poglobiš, kako zadeva zgleda. Pa nima veze, ne bo to elektroinštalacija, ne bo to montaža strešnega okna ali pa inštalacije. Tle so mogoče nekateri ali pa nekatera podjetja za moje mnenje naredila napako, pa verjamem, da po eni strani niso hoteli nič slabega, pa po drugi strani izobraževali same investitorje, kako se pa del inštalacij lahko naredijo sami. V kontekstu vsej sam mrzla pa topla voda. Če rečemo zdaj konkretno, kar sprej rekel, pač voda. Ja, razgleda zelo buta sloh, ja. Ampak bistvo se skriva, jaz mislim, da v detajlih, velik del bistva v detajlih, pa ne samo pri našem poslu, lahko rečem spet posod druge. In če veš potem še te malenkosti, ki so malenkosti, pa na dolgi rok potem niso malenkosti, pa mislim, da lahko tudi glede samih inštalacij vodovodnih rečem, da ne gre v teh časih več samo za mrzlo pa toplo vodo. Sploh, če izhajamo še z kakšno uporabo deževnice, raznih vrtin kombinacij zalivanj. In je treba biti zelo, zelo previden, da se te zadeve na neki točki ne začnejo med sabo mešati in pa predvsem zelo previden in kar se tiče pretokov. Ker potem pride do tega, da... Ja, jaz lahko kar direkt. Mi smo delali, mi smo veliko, mislim, naš poklic je zelo širok, veliko stvari moramo vedeti, voda sigurno ni ena od njih. Kar pa mene pa brata nikoli še ni uveril, da ne poskusiš kaj novega. In smo delali v zunji teraso in glej ga zlomka, noter smo imeli pol cole cel, v zunji smo suvereno palali 3/4 in pretok vode ni isti. Pa je recimo, kot si prej rekel, voda, pa zelo simpel stvar, pa misliš cel, vsej voda bo šla, noben je v tistem danem momentu premislil dober, kva se dogaja pa s pritiskom. Zdaj, ja, neumna napaka, greš na let, ampak nobena stvar ni simpel. Ni simpel. Ja, v bistvu je recimo temu še danes, ko spremljam recimo temu srednjošolsko izobrazbo oziroma izobrazbo za ta poklic, mi je fascinantno, da se določena teorija uči, če zdaj zavrtim 30 let nazaj. Absolutno neke osnove so, ampak glede na sam razvoj in vsega, kamor je šlo, bi si na nek način želel, da bi rečemo temu te učenci, ta kadar bodočka bo, dobil nekoliko več informacij. Pa po drugi strani teorija je eno, praksa je pa drugo. Se pravi, da sam zanimanje za razne tehnične poklice veva, da pač rečemo temu upada, oziroma mogoče zdaj v zadnjih 2 letih spet na nekaterih področjih delno raste. Je pa tako, da zadeva ne moreš tako, kot pač druge tudi v enem letu osvojiti. Ja, neke gole osnove, ampak samo širino dobiš pa pač s kilometrino pa z leti. In zdaj, koliko je kdo pripaden, je eno, koliko se kdo hoče učiti, je drugo, koliko si kdo želi sploh zapomniti. Je pa pri nas,
da rečeva temu, ogromno je, sploh kar se tiče sanacije, recimo teh raznih objektov, ki jih delamo. Rečeva temu, ogromno njega odpiranja nekih gradbenih del, da ti sploh prideš do tega. In smo imeli pač primer vajenca, če tako rečem, enega, dveh, pravi, 2 dni smo, če smem da čisto po domače reči, 2 dni smo štemali, 2 dni smo štemali, zdaj smo po 2 urah fertik. Zakaj? Zato tega, ker on je videl samo z enega zornega kota, ni pa vedel, da bi lahko zadeva trajala še 2 dni, če se ne bi lotil, tako kot smo se, se pravi, spet rečeš neko znanje od zadaj, da ti, nam rekel kot zdravnik, recimo, že ko vidiš nek izziv, problem, ti moraš imeti neko kilometrino, da ti lahko zelo hitro rečeva temu zožuješ kaj vse lahko narobe. Da rešiš problem in s tem lahko bistveno prehraniš v končni fazi spet nekomu, ki mora to sanirati. Po tvojih izkušnjah, koliko časa recimo je potrebnega, da nekdo, ki recimo pride iz tehnične šole, recimo prav za tvoj poklic, pa da on pride do nivoja, kjer mu ti lahko zaupaš, daš evo ključ od kombija, nalog, tole je za narediti in da ti njega lahko mirno spustiš do stranke. Koliko časa na tvoje izkušnje misliš, da rab človek, da pride do tega? Pa dajmo reči, da ni zdaj nadpovprečen, pa da ni podpovprečen, ampak da je pač nekdo, ki se trud, mu je pa to služba, ne? Zdaj spet zavisi za katero obliko, ne? Oziroma za kakšen obseg dela. Zdaj, če gre to za, če tako rečeva, neko menjavo raznih armatur, rečeva temu kopalniškega pohištva in teh manjših servisov, kakšen menjavo radiatorja. Jaz mislim, da to nekdo v nekih 2 do 5 letih, zdaj spet stvar, koliko je nekdo dovzeten, za sprejemanje teh informacij, koliko se kdo želi učiti. A pa da reči, primer adaptacija kopalnice. Koliko časa nekdo približno potrebuje, da osvoji veščine, ki so potrebne, da lahko spelje adaptacijo kopalnice, seveda na podlagi nekega naloga, da je nekdo prej stvar zastavil? Jaz mislim, da lahko v nekih 2 letih dela mu zaupaš, seveda zadevo pač spremljaš, oziroma nekdo bdi nad tem, nam rekel vajencem, nekomu, ki je na začetku te poti. Ampak če že v osnovi spet greva z te volje oziroma želje po tem znanju, da nekdo to kaže. Jaz mislim, da se hitro vidi, kdo je iz tistega testa, ki bo to recimo temu delu, pa kdo nikoli ne bo. Kako pa to vidiš? Jaz spet sva na tema, a prije nekdo z veseljem, če rečeš z veseljem, z neko željo po znanju v službo, recimo temu, na delovno mesto, oziroma a nekdo skozi, reče temu jamra, koliko je težko, pa spet to, pač iščeš sam tiste neke, reče temu, slabe strani, ali pa vemo, da lahko razmišljaš tudi drugače, se pravi v smislu, da narediti je treba, Sej, vsaka stvar je malo drugačna, ampak dejstvo je, da vidi se že, sam ti zagon vidiš, v človeku. Začutiš, ali trga, ali pa pač ne trga. A je par stvari, a ni par stvari, Ker če gleda na uro že v 11, ki je malca, samo še 3 ure, mislim, da je to brezvezano. Malca. Kako pa ti vidiš to malco? Kaj te malca pomeni v dnevu? Ker v tem obrtniškem modelu, pa terenskem modelu je malca nek faktor. To ni tako, kot v pisarni, ki greš ti nekaj malo pojesti, ampak je to večkrat izziv, prehrana, to. Ja, to, kar se nas tiče, da rečeva nas vse skupaj na teh terencov, če rečeš tako, je ta malca tako ena taka posebna linija, tak faktor, ker vemo, da prav prazen žakelj nastoji po konca, ampak dejstvo je, a greš ti na malco, ker ti pripada, pa zdaj spet
zakonsko pol ure. Ne. Jaz pravim, in sem mnenja, da to absolutno ne gre česa. Ne. Če izhajamo, da smo na nekem terenu, točno to veš sama, ne. Na neki novogradni, se pravi, najlažje reči, si lahko vzameš sabo, ne. Ampak dejstvo je, da si ti nekje na neki novogradni, ki je v nekem naselju novem ali pa nima veze, pač nek na vasi. In v poletju, da boš ti v jutranjih urah si kupil malco, zato da bo nekdo čez 4 ure jedel, to ne gre skupaj in fertik. Druga stvar je, da sem mnenja, da pač na sendvičih, če rečemo tako, tudi ne moreš biti, valjda greš na toplo malco, ampak ja, ta zadeva, ta premik že v osnovi pomeni to nekih 10 minut, 15. Nekdo, da bo pol ure pojedel, jaz mislim, da je fair, da daš tisti čas, da lahko nekdo normalno poje, pa se usede v končni fazi, če gledava zdaj poletni čas. Eno je delati v pisarni, pa ne da enostavno sedeti za računalnikom 8 ur, ampak eno je delati na terenu, kjer je 30-40 stopinj, da ne govorimo še ostale vse vremenske prilike, neprilike, ampak dejstvo je, da to na dnevni ravni sigurno pobere na uro. Ne. Ampak sem mnenja, da ta čas si moramo vzeti, ne glede na to, da me odmerem pol ure ali pa uro, seveda. Nekdo bi rekel, to je zame slabo. Ja, je lahko slabo, ampak jaz tega ne jemljem kot slabo. In mislim, da je to, da je fairno, da je pač ta čas odmerjen, da lahko nekdo normalno se tudi reče temu v tiste pol ure dobro spočije, pa ne je kot človek. Seveda živimo po dobi telefonov, tako da včasih v te malce izkoristimo, pa še vse tisto, kar vmes nismo. Ne. S tem, da cena malce šla izredno gor. Jaz se spomnim včasih, malce 4 evre, pa pol 5 evrov, a ne, da je malce hit 10, 11, če ti hočeš je to pol obroka, ne. Ja, absolutno. Zdaj, tudi hladni obrok, lahko rečem malo nazaj, se rekel bom po dolgem času si prvoščil reči v tem moj hladen obrok, trgovina, ne. Seveda, delali smo pač na terenu in sem skoristil to malco, reči v temu med vožnjo na relaciji pač iz Ljubljane, pa ne bo to Gorenjska, Primorska, Dolenjska, kakorkoli. Dejstvo je, da tudi to pač ni več. Tako kot je bilo in tudi treba se zavedati, da pač tako ne bo več nikoli. Ne. Ja, ne, in tudi nekdo, ki čaka, da bo to padlo, ne bo nič. In stvari stojijo, kot stojijo, zdaj samo če si zelo širok po terenu, pač potem že malo veš, kam iti, ne. Na neke točke, ki jih recimo temu imamo, ne. Ja, to so lokacije, ne. Vse se vidi, kam hodijo ljudje, ki delajo na terenu, kam hodijo na malco, ne. Tam vidiš ponavadi en kup kombijo, pa ponavadi se je kaj tazga fajn na žlico, pa a ne, ker ti glih samo od solate, naprimer, ne vem, pri nas, a ne, ker imamo opravka z dvigovanjem težkih stvari, a ne. Mislim, ne zgledam tako, kot zgledam, zato, ker najbolj prav jedu, ampak moram pa jesti zato, da lahko delam. Ker pri nas, ki se dviguje, ne vem, po 100-120 kila, ti rabaš pač meso, rabaš ugljikove hidrate, ne moreš, da bom pa danes solato jedel. No, sem pa še pa zraven. Pa še pa zraven. Ja, zmer, pač še fajn kisana. Ja, seveda je pa itak. Veva oba, ne, da prav bi bilo tako, ampak tako, kot si rekel, tudi pri nas je tako, da stvari so pač teže za prenašati in enostavno ne moreš. A je zdaj to prav in narobe, že tako je, ne, da če želiš, da boš rečva temu 8 ur po koncu, tako kot je treba, jaz mislim, da tisti, ki dela, mora tudi jesno. Ja, ne, pa si tudi za telo, če tako pogledaš, ne vem, moj oče je bil še stare šole, a ne, sicer na malco smo hodili, ne zmera, ne, pač valjda so bili tudi sendviči, ampak ti ne moreš zjutraj, jaz naprimer, ne vem, malo čez 5 vstajam, ob 6 sem v pisarni, ob 7 ekipe štartajo na teren, se pravi, ki je ura 11, pol 12, sem jaz v bistvu že v času kosila, a ne. In ne moram jaz zdaj pojesti 2 sendvičev, ker to je nezdravo, a ne. Ne moram pa čakati do kosila do 5-6 popoldne, ker delaš telesu kolapsa. Ne. In včasih je bilo to, a pa še danes, če v kakšno vas prideš, a ne, so za mojstre ful delali malce, a ne, pa sej delač od tega, da pravim, da je to treba delati. A ne. Sam tako, zmer se je tisti, ki so fizično delali, pa v gradbeništvu, zmer, če ne drugega je mama skuhala, ne vem, najmohta pa neki na žlico, pa malo kruha zraven, pa je bilo, a ne.
tega danes ni več. Ne. Danes priješ na objekt, moraš imeti vodo s sabo, malce, sej, to je po en stran prav, a ne, ampak morajo se ljudje zavedati, da tudi mi smo sami ljudje, a ne, in da nisi zdaj tam nekdo, ki si prišel, ne vem, včasih je lahko slišati, prišel denar pobrati in si samo tam, ne vem, nekdo, ki nekaj dela in briga jih, a ne. In Ja, to včasih je bilo res tega veliko. Več, Ampak to je res ta čas, včasih, ja. več od temu 25 let nazaj. No. Se spomnim še, dobro, mogoče ena taka umestna. Prej sem šel na svoje, je bil ta, rečemo temu, bivši šef, on je imel zelo, veliko smo delali res po teh vseh, pa tako. Pa to je malce nekaj praviš. Pa so ponovadi rekli ti starejše gospe, ne. Kaj pa naredimo, ne, pa je rekel, neč, fantje prav niso zberčni, ne. Pa dejansko res nismo bili. Prav kakšno klobasa in skuhite, pa kakšen konček kruha, ne. Ne, korudi. Ampak to je pač stavk, ki je pač tako rekel, ne. Ampak v bistvu smo teh klobas ful probali. Ja, ogromno. Ker dejansko redko kera, ne, prav se ne morate samo to, ne, pa hvaležni v bistvu za to, ampak zanimivo je bilo, ne, kakšno klobaso skuhite, pa kakšen konček kruha, ne. Pa smo res lahko rečem z dneva v dan so bile doskrat te klobase, ne, ampak danes tega ni, ne, pač tudi drugi časi so je še občasno, no, se nam zgodi. V bistvu prav paše tist, vrnete v tisti čas, da rečem nazaj. No. Ja, tako, včasih je bil to standardno, danes si pa presenečen. Pa se pravim, ni zdaj, da to tako mora biti, daleč od tega, ne, vsak odgovarja zase, a ne. Itak. Pa ne ima sabo stvari, pa to je vse lepo in prav, ampak bolj tono, da v prvi fazi smo vsi samo ljudje, a ne. Ja, tega se treba zavedati, ja. Ja, včasih je mogoče te poklice z gradbeništva, kam prideš, pa dobiš občutek, da si malo manj vreden. Dober, to je spet zdaj odvisen od posameznika, kako se počuti, pa kako to vzame, a ne. Ampak naletiš, mislim, a si naletel kdaj na situacijo, ko je stranka imela neprimerno vedenje do izvajalcev? To, kar si rekel, ne, da moraš imeti občutek, sam se ne gre toliko za tebe ali pa nas, ampak jaz mislim, da je problem problem. Rečemo investitorju, no, oziroma v egotu, v karakterju, ki je, ne, da ima občutek, da je pa nekaj več, ne. Ja, zato, ko on nardaje, ne. Pa, ja, on nardaje, ne, vse v redu po eni strani, po drugi strani pa te, rečemo temu ljudje, ki so imeli občutek, da so nekaj več, ne. Z moje strani, no, bom rekel, oziroma z mojih izkušenj so bili ponovadi, rečemo temu, neki sinovi uspešnih očetov, recimo temu, ne, ki mu je bilo, rečemo temu, vse podarjeno. Koliko je pa to znal ceniti, pa to druga stvar, ne. Ja, itak, 100 ljudi, 100 čudi. Itak. In sva spet tam, ne, sej nihče te ne sili, ali pa če recimo temu se kakšnemu projektu daj, pa kdaj to tudi poveš, ne. Ja, včasih boljš reči ne, kakor pa reči ja. Sam dejstvo pa je, da smo pa, mislim, dober, ni zdaj mus, ampak velikrat pa, mislim, tako bom začel. Se pa dogaja, da si včasih prisilen kakšno stvar vzeti zato, ker jo moraš, ker pač so stroški, ker je to, ker je uno. In ponavadi, ko moš tako stvar vzeti, niso enostavne stvari. No. Spet trpijo odnosi, ne sam doma, pa še v ekipi, a ne. Frustriran investitor ali pa nerazumljen investitor lahko močno vpliva tudi na stvari okoli sebe, a ne. Ja, mislim, da zelo je. Ali pa nekdo, ki rečeva neposredno ali pa posredno pritiska na investitora, rečeva temu na nekoga, ki je postavljen na ta mesto. In ja, je težko včasih, tudi sami smo šli čez to, sam si šel tudi čez to, verjetno. Je doskrat pač pride obdobja, no. Zadeve se, rečemo temu, ne poklopijo terminsko. Si, recimo temu, primoran, da seveda vzameš tudi kaj tazga. Ne moreš zmer zbirati, ja. Tudi to je neka šola, no. Tudi to je neka šolanje, ne. Pusva psiholoških igrc od zadaj in kaj se, rečemo temu, s tabo dogaja, pa koliko moraš biti drugače pripravljen. Rečemo temu, da te pije
dobesedno te pije tak projekt. A misliš, da v šolah dajo pri teh tehničnih poklicih dovolj poudarka na to, da ko greš ti na svojo pot, da te opremijo z znanjem, ki je dejansko potreben, da to furaš, ker je premalo sem vedeti, kako instalacijo razpeljati, ker če ti hočeš imeti neko stabilno podjetje, ki omogoča zadovoljiv finančni tok, da ljudje normalno živijo, ne? A dajo v šolah kaj tega znanja? Jaz mislim, da več, kot so ga, pa ne, da ga prej niso dali, ampak se mi zdi, da je če dalje več tega. Ne? Absolutno še vedno morda premalo, oziroma gre zelo nek splošen občutek imam, no, da pač nekih splošnih informacij, ne, pač ne gre za konkretno smer, ne bo to ogrevanje, ne bo to prezračevanje, ne bo to, a ne, se pravi, itak je po drugi strani, on ima nek program, ne, in pač tok in tok lahko dajo od sebe, a ne. Po drugi strani pa kakorkoli jih izobražujejo, kako se je prej rekel, kaj pa je zate stabilen finančen tok. Se pravi rekel, da jih izobrazijo do te mere, da bi imel nekdo stabilen finančen tok. Da so opremljeni tudi z znanjem podjetništva, ne? Kaj je obratni kapital, kva so zaloge, kako računati marže, ker načeloma, kad ti eno ponudbo daš, ne, veliko, mislim, tudi za kva prihajajo pol do nesporazumov, veliko mojstrov dela, mogoče, no, verjetno, da čez dali manj, ampak delali se je tako, no, pa eni vem, da še danes tako delajo, da je zelo vse na palca, ne. Ja, približno tokle, da neko oceno, poj pa zaključek projekta, ne, in se medfazno ne skomunicira, recimo, dovolj dober, poj pa zaključni obračun pa prihaja do velikih razlik, ne. Ja, vsega se zmer ne da predvideti, to jaz razumem, ampak da bi te fantje, ki stopajo ta poklic, tudi razumeli to iz te podjetniškega vidika, ne, koliko je pomemben, da se znaš tudi poslovanja lotiti na primeren način, tako, da se znaš na primeren način lotiti razvoda talnega ogrevanja. A ne? Da finančno pa pomeni, ne, zdaj, če si v Sloveniji na minimalcu, a pa z dodatkom do minimalca je že težko živeti, to se je treba priznati. Ne. Mislim, težko dostojno živeti, dobro, zdaj kva to za koga pomeni druga, to čist druga zgodba, ampak da imaš ti, da otroka peleš normalno na dopust in tako naprej. Ne. Pač rabaš imeti stabilno podjetje, pa tudi, da vsak zaposlen, vse v končni fazi, a se ta vodovodar pa zaposli, a pa če gre na svoje, tudi zaposlen mora razumeti, koliko je potrebno enega vložka v zaposlenega, zaradi tega, da dela nek donos, ki ga mora delati. Ker večkrat ljudje pravijo, ne, ja, sej služijo na ljudeh, ne. Ja, čakaj, sej naša primarna dejavnost je storitev, ne. Zaposlen se ne bo ukvarjal s tem, če se kombi pokvari. A kje upremljajo, ker na koncu, ko si ti vodovodar, imaš dve opcije, ampak v vsakem primeru je pa fajn, da razumeš, kaj je tvoja neto, kaj je tvoja bruto plača, kakšni so tvoji, kjere pravice ti pripadajo, pa tudi kjere dolžnosti imaš. Ja, to je v bistvu tudi stvar o tem, da načeloma vsi, veliko, no ne vsi, pač veliko jih vidi, če tako rečeš, velikrat vidijo, kaj imaš, ne? Kako si do tja prišel, vidijo ali pa nočejo videti, ne vidijo pa vsega tistega, kar si prej rekel, kaj pa sem kakšen projekt malo spuhti, tako, rečeva timo finančno, ali pa se ni šlo jim, pa so se vmes firme zaprle in tako naprej. Se pravi, vse te razne krize in vse te zalaganja, vlaganja za tega, da si ti vstal še vedno nad, rečeva timo, da si imel vsaj glavo nad vodo, če že nisi plaval. Ampak dejstvo je, da ti neko dodano vrednost moraš ustvariti in imeti nek, rečeš, rezerven kapital. Da lahko pluješ tudi takrat, ki ni idealno. Ne? Ampak si zato, ja. Jemljaš pa iz tistega, kar si uspel ustvariti. Koliko misliš, da se ti lahko hitro zgodi? Prej so se že pogovarjala, ne, da pol na neki točki ti nekdo ne dvigne telefona. Ne? To sploh, če greš to malo po Facebooku, pa to gledata, ne, tega je še zmer velika. Ne? Ampak v reali, koliko hitro misliš, da se ti lahko zgodi, ko si na začetku, da zaplavaš finančno, da
Ne veš več, komu bi telefon dvignil, komu ga ne bi dvignil. Pa jaz mislim, da po eni strani je bilo zelo hitro. No. Predvsem, verjetno, težko rečem zdaj še enkrat za nazaj, ampak recimo, če rečeš nekoga, ki na začetku, valjda ima željo, super, valjda hlasta, da se vsem osvoji. Ampak imam občutek, da ne vidi tiste vse širine, ki bi jo mogel, itak je ne moreš vsega vedeti, pa videti, ampak dejansko ne ve, koliko enih stvari še v zadnji, ki te lahko zelo hitro rečeš potunkajo, oziroma da se potopiš. In bolj ta hlastanje po več, oziroma s preveliko žlico na začetku, mislim, da en ne ta prav projekt, sploh da Bog ne da, ampak da reče, da te investitor, da bi ga začutil, pa da naleti predvsem na tazga investitorja. Ki bi se, rečemo, lotil nekoga, ne? Ali pa nekega inženiringa, ki bi začutil to njegovo po eni strani moč, po drugi strani pa ne moč. Ne? Ja, želja. Pa je nekdo lahko ful dober, pa je nekdo lahko ful, da rečeš, željan vsega tega. Pa je škoda tega človeka, ne? Ampak se dogaja marsikaj. Ja, pa to ravnanje z obratnim kapitalom. Ne? Jaz mislim, da bi mogli v šolah dati več poudarka, sploh pri teh, temu reči v narekovajih terenskih poklicih, ne? Kako rokovati z obratnim kapitalom. Ne? Jaz mislim, da to, kar ljudje pravijo, ne dvigne več telefona gor do levo, desno, sej v končni fazi tebe na tisti točki ne zanima, zakaj je do tega prišlo. Tisti, ki je denar vzel, mora biti odgovoren do tega, da odostava to, kar je rekel. Ampak včasih se zgodi, ker ljudje niso finančno, se pravi, nimajo znanja, kako na pravilen način handlati s svojimi financami. Ti pokasiraš 3-4 projekte, vzameš avanse in pol ti začneš ta obratni kapital razporejati. In če nimaš občutka, sistema pa načina, kako boš ta obratni kapital razporedil, se ti lahko zgodi, ko boš prišel do 4. projekta, da nimaš več denarja. Ker vemo, da v gradbeništvu so roki plačil in to, da je to v bistvu biznis znotraj biznisa. Jaz sem sploh že pri 3. projektu na tem. Ja, no, še bistveno prej, ja. Oziroma so terminsko zadeve, neka napisana pravila so, pa neka pogodba ti lahko imaš, pa nek terminski plan ti imaš lahko z objekta na objekt. Pa, a ne bo to posledica dodatnih del gradbinca, ne bo to, govorim zdaj pač primera. Ja, včasih sploh ni možno, da si sam kriv, ne? Sej na koncu, ki gledaš, ni nihče kriv, mogoče sam nekdo hoče nekomu ustrešiti, nekje nekdo zamudi en dan, nekje se investitor odloči za neke dodatne zadeve, ki so valjda v tem tistem momentu, ko se to dela, smiselno, da se naredijo, ampak je treba imeti zadaj nekoga, ki bo potem to še vedno usklajeval. In se sam veš, dostikrat zgodi, da se zadeva premakne lahko za teden, lahko za mesec. Ja, nek so pa bolj pridni, pa so prej, potem imaš v enem tednu 3 tedne. Ja, recimo, ne vem, pri nas je to liha, ne vem, kaj delamo na res velikih objektih, pa se pač se razume, da stvari na terenu lahko grejo po planu v teoriji, ampak na vreme žal na koncu včasih nimaš vpliva. In se zgodi, ne vem, tebi se projekt prestav za 3 tedne, 14 dni, 1 teden. Sam ti imaš takrat izpad dohodka. In ti moraš v bistvu skrbeti, da ne samo, da si 100% zaseden, ampak moraš biti 150% zaseden, zaradi tega, da jih dejansko potem 80 tudi delaš. Pri temu, če pa nisi pozoren, kaj delaš, imaš lahko pa zelo na hitro situacijo, da ali nimaš denarja, ali pa imaš toliko dela, da bi mogel iti na 4 konce naenkrat, ti pa nimaš toliko ljudi, ker to ni bilo predvideno. Pa se pa dogaja pri obrtnikih, ki je ponavadi kaj to. En sam, mogoče ima enega vajenca, 2, 3, rata pa problem, ki ima pa kar naenkrat 10 odprtih projektov, denar je že šel, ker se pač obrača, kupuješ nove materijale, plače, 3/4 in pa na koncu ne dvigne več telefona, ker ne ve več, kjer mu bi dvignil, zakaj bi dvignil in pol tonaš
Mnogo projekta pa ni, oziroma ga ne more vzeti, ker Ja, je v bistvu že za 2-3 meseca naprej prezaseden, oziroma je ta štartne avanse že pobral in pokuril, če Ja, tako rečeš. in klele se mi zdi, da bi mogli v šolah bistveno več poudarka dajati tudi na ta aspekt, sploh za, ne vem, ker imaš, ne, cel ta sektor, vse imaš ti, ne vem, večje vodovodarska podjetja ali pa podjetja, ki se ukvarjajo z inštalacijami, ne, sam oni ponavadi delajo, ne vem, na objektih Novartisa in tako naprej, ne. Imaš pa ti cel sektor malega gospodarstva, ki ga delajo obrtniki, ki imajo, ne vem, do 4, 5, 10 zaposlenih, a ne. Tega znanja pa v bistvu, če ga sam ne iščeš, ga niti tega struktura šolskega sistema tega ne da. No, to je to, kar sem prej rekel. Ne, In pol teorija ne taki pokriva na ta tega. način, a ne, vplivajo na sam trg, na odnos ljudi do izvajalcev, a ne. In to v bistvu je za vse nas pomemben, da se zavedamo tega, kva se dogaja s tem, a ne. In to, ker ne vem, tudi dostakrat, ko res rad spremljam, z zanimanjem spremljam, kaj se dogaja, kako izvajalci delajo, kako tudi naročniki, investitorji reagirajo, a ne. In je ogromen tega, ja, avans, ne avans, ja, ne najprej naredi, pa bo pol denar videl, a ne, mislim, ja, ok, malo je odvisen od sektorja do sektorja, a ne, ker nam se je tudi že zgodilo, da smo celo bajto okno ugradili, pa nikoli denarja videli, a ne. Z naše strani še ni še nikoli zgodilo, da bi denar vzeli, pa da nas ne bilo. Zato po 25 letih še zmer stojimo, a ne, drugače verjetno ne. Ampak koliko je pomemben tudi, da se obrtnik z obrtnikom pogovarja o teh stvarih, da se učimo en od drugega, ker na koncu sicer mi dva nimava nobene veze, pa vso vezo, ker smo v gradbeništvu, a ne. In če boš ti nekaj naredil na nek način, ja, ni dvakrat za reči, ti už neko izkušnjo ustvaril investitorju do področja izvajalcev na gradbeništvu in kam jaz do njega prišel. Čeprav sem drug človek, druga firma, druga storitev, bo on mene že vnaprej, ne dam ti avansa, a ne. Jaz sem pogledal, zakaj je do tega prišlo. Ne? Zaradi neznanja, če me ne vprašaš, no. To. Ali pa včasih pohlepa, a ne. Ne bom rekel, da tudi to ne obstaja. To pa kot tretje morda, da je praksa bila, da je, recimo temu, da so nakazovali avanse in potem nikogar ni bilo. Ne? In to so bile podjetja, ki so bila, Ja, to da je rečeš, meni res tako, ker že renomija, vnaprej ne, oziroma vejo, da jo zadeva. zaprli, ne. In ljudje pač se navlečejo, da rečeš po eni strani tega, po drugi strani težko dajo potem avansa. Ne? Ker lahko se ponovi zgodba, tako kot se je rekel tudi pri nas, rečemo temu 25 let, oziroma že skoraj 30, enak telefon in enaka firma in niti ne čutim bene potrebe, niti želje, niti nikakor, da bi menjal, niti brez veze, ker da bi do tega prišlo. Ne? Sej, zato se danes v gradbeništvu še zmeraj ogromnega posla zgodi na priporočila, a ne. To ni tako, kot, ne vem, danes trgovina, ki imaš ti spletno trgovino, imaš 1000 ponudnikov, zdaj pa zbiraj, ne. Najcenejši, primerjaš produkt, pa daš v košarico, a ne. V gradbeništvu to na tak način ne funkcionira, pa mislim, da nikoli, zelo težko bo na neki točki to tako funkcioniralo, zaradi tega, ker na koncu je odvisen, kdo tebi pride, še zmer se pogovarjamo v domovih, a ne. Če govoriva, ne vem, aspekt fizičnih strank, a ne, pustimo B2B sektor, ki ti delaš za podjetja, pa to, sam tam je toliko enih ljudi vpletenih, da je pač to nek svoj ustroj, ki laupa, ne. Fizične stranke, pač to je dom, kdo pride k tebi v dom, pa naprimer, ne vem, voda, prej si že govoril, obdobje, prezračevanje, toplotne, se pravi toplotne črpalke, a ne. To je tvoj vsak dan, ne. In mislim, zaupanje, Ja. da so spet nazaj, ne. Po drugi strani pa nekdo, ki si ustvarja, rečeš, nov dom, rečemo temu načeloma, ga boš v svojem življenju 2-krat prenovil. V povprečju goriva se tako zgodi. Ne rečem, da absolutno so stvari, ki so se prenavljale večkrat zaradi same namembnosti, ki so jo imeli, ampak v kontekstu pa recimo temu nekaj 2-krat prenoviš, oziroma na začetku rečeš te svoje poti. Ja, bi greš na bilo svoje. potrebno 2-krat prenoviti, ne. Ja, Oziroma, včasih je bilo to vsem drugače, so se, ne nam rekel lažje,
Ljudje so tudi več sami delali, tudi manj izbire je bilo. Jaz ne vem, ko se z očetom pogovarjam, prav, ja, veš, ni se dal cementa kar tako dobiti, da si šel pa skupaj v žaklje, so to v kaljove stresali, pa nabirali, pa vse živo. Kad danes realno nekdo, ki nima lepe plače, mislim, da imaš, pa da nima nič, kar je podedval, se pravi, da nič ne dobiš, da moš ti čiste nule priti do svoje hiše, moš biti v svoji karieri izredno uspešen, da se lahko kaj tazga prvoščeš, kar se je načeloma včasih lahko prvošel nek delavca. In to bo še zanimivno, to s tem hišam, ker imaš ekstreme, imaš ljudi, ki ne morejo najemnine plačati, pa imaš pa, ne vem, se pa gradijo neke vrstne hiše, ki ni nobenega prostora, pa nad za 800,000 evrov, ker tudi bivalne logike ni neki posebne, pa se prodajo. Ampak proda se. Ful, ta razlika. 3 leta nazaj je bila zadeva 400-500 tisoč. Ja, cene so šle. So šle gor, so rekli, da pač to ne bo nihče kupil. Danes se te zadeve kupujejo po 700-800, recimo. Ne? Ja, se tudi ne, Sebastianem, ki govoriš, ki je nepremičninski agent, isto prav, da ni ponudbe na trgu. Ne? In prav, karkoli pride, gre. Karkoli pride, gre. Čim je mečkan, da je kakor toliko normalna cena, prav, gre. Ni. Vse, kar se pa novo dela, veliko se dela pa nad standarda, nekih takih stanovanj pa ni, da preko za nekoga, ki ima neko normalno plačo. Ja, po drugi strani pa še zmeri ogromno hiš praznih. Ja. Rečeš, da Slovenci smo jim poseben narod, ne? Oziroma, če gledaš generacijo ali kakorkoli 2 nazaj. Zakaj hiša v 3 nadstropja, zakaj 300 kvadratov, ali pa ne vem, 3x po 80, 3x po 100. Ena etaža, ja, ta druga na pol. Ostalo bo za otroke. Potem so pa ti otroci šli, pa ostane ti, rečeš, na poti, ko greš v jesen življenja, ti ostane ta 2 nadstropja, pa še tist pol tvojega, ki ga imaš preveč. Ampak vzdrževati moraš pa vse. Prideš pa na točko, ko mogo vse obnoviti, si pa sam. Ja, in ali finančno ne zmore, ali v drugi strani rečeš, samo niti ne da več, ker prav se zase ne rabama. Ne? Ampak dejstvo je, da je tega še zmeri kar precej praznega. Je pa res, da mogoče trend gre zdaj, tako kot si rekel, v neke bolj ekonomične variante, oziroma te novogradne, recimo, če tako rečeva, so zdaj v povprečju tam med 130 pa recimo 170 kvadratov. Ne rečem, da ni večjih, ampak da je nekako tista logika bivalno in spalnega dela, recimo, ja, je pa res, da pač, tako kot si rekel, zadeve so šle pač gor, tam so, kjer so, in dolno je šle več. Ne. Oziroma lahko da malenkost, ampak ja, sem to, govorimo, ne vem, 10% mogoče. Ja, pa potem v letu 2 za 20 gor. Ja, tako se dogaja. In to pač tako je. To pač res pa je, da je tudi kvaliteta materijalov čez dalje boljša. Tudi razvoj, ki je potreben za te materijale. Danes, če gledam, ne vem, včasih ste varilne cevi, pa gor pa dol. Danes imaš pa te cevi, ki jih v bistvu spajaš, tudi koliko je bolj bolj kvaliteten material danes, če tako gledaš. Ja, spajaš, reč pa temu hladno stiskanje, oziroma pres sistem. Ne? Ja, in napravim to, kar se je ogrevalo 30 let nazaj, ko so se cevi švasale, kvaliteta. Vse, če realno, če zadevo pogledaš nazaj, pa če se mogoče na hitro dotaknemo, sej vodovodna inštalacija, kot je bila nekoč narejena s podzinkanih cevi, marsikje je staro preko 30 let, oziroma spet so tam, kaj so imeli, pa kaj niso imeli. Bolj niso imeli, kot so imeli za izvedbo, ampak s tistim, kar so imeli, pa če nekdo kvalitetno naredil, se danes to zelo lepo vidi pri adaptacijah, ker je marsikje zadeva še na pogled kot nova. No? Ravno tako je klene cevi za, pač, rečemo temu, te razvode. Če zadeva pravilno bila narejena, pa pravilno zaščitena in tudi seveda potem spet, da rečemo, vzdrževana, no? Skozi vsa ta leta ni nič manjkalo. Je pa res, da monterjev oziroma kadra danes na področju varjenja, mi smo še pač, rečemo temu, oblita en izmed zadnjih vlakov, no, ki smo ujeli, pa tudi tega, kar precej dalj skozi roke. No.
Danes je pa tega hladnega stiskanja veliko, ne. In to sva spet tam, ko sva bili mogoče na začetku, da razne izobraževanja, samo graditeljev, da to lahko sami naredijo, ker je to čisto enostaven. Samo ni čisto enostaven, ker so pač neki detajli in neki postopki, ki jih je treba vse upoštevati. V nasprotnem primeru te pa itak, rečemo temu, to kaznuje. Pa je pa spet relativno, kaj si pršparil. Ja, živcev sigurno, da ne. Je pa tega, tudi tukaj je zelo velik trg, nasičen z vsem možnim materialom. Ja, sigurno. Spet izhajava z tega, pač, kakšen je projekt, kaj objekt rabi, kaj stranka želi in rečemo temu na koncu, da najdeš nek zaključek oziroma skupek vsega, da ima nek rep pa glavo. No, pa ker so že pri mladini. Kaj si pa ti recimo želiš, da bi tvoji otroci razumeli v tvojem delu? Ali pa kako bi ti, ali pa kako opišeš svojim otrokom svoje delo? Pa kako misliš, da ga razume? Zdaj bom tako rekel, otroka, ki jih imam, rečemo temu, sta že najstnika oziroma eden gre zdaj pač v začetek srednje šole, v gradbeno smer. Po očiju se vrgel. Ta drugi, rečemo temu, da se je vrgel po očiju, ta drugi gre pa zdaj pač v tretletnik. Je pa dejansko v tej inštalaterski smeri. Ampak to bolj z vidika željama in ciljama pač više. Dejstvo pa je, da se je odločil za, rečemo temu, domžalsko smer, ne ljubljansko smer, v smeri strojnega tehnika, se pravi, in potem tudi naprej. Bez tega vidika, da spozna mogoče tudi ta poklic, kljub temu, da rečemo temu, srednja šola Domžale, če tako rečeva, ima pač program 3+2 za strojnega tehnika. Je pa res, da dobi mogoče tudi tle neko osnovo, ali pa rečemo temu nek začetek te širine in tega poklica in potem nadaljuje v smeri strojnega tehnika. In tudi zelo dobro razume, bom rekel, tudi pri meni je na praksi in mi je všeč v bistvu, oziroma vidim ga ambiciozen, absolutno priden, zagnan, ampak bolj razume. Ker eno ti, ki priješ domov ali pa nekaj se pogovarjaš, pa nekaj govoriš, pa nekdo pravi, ja, se te razumem. V bistvu skušate razumeti, razumete pa po moje bolj, ne. Zdaj pač vidi, rečemo temu, še iz te strani tudi. No, pa kakšen bi bil tvoj nasvet oče sinu o tvojem poklicu ali pa? Jaz absolutno strinjam, da gre naprej. Pa ne, da bi se tega poklica branil, ampak da se pravi, da se izobraz v smer, kamor ima on željo. Da ne ostane na tej točki, pa ne, da je s tem, ki narobe, ampak pač ima nek cilj, ima neko željo, jaz pravim, ne glede na to, a jaz imam podjetje, ga nimam podjetja, da bi ga ustavil, rečeš, zaradi tega, da bo nekdo pelal to naprej. Mislim, da je to ful narobe. In absolutno si tega ne bi dovolil, recimo, ga pa zanima, ker pač se to viceno, da ga zanima. Se pravi, to nasvet bi bil ustraje in dviguj svoj nivo znanja. Ja, točno to, pa se pravi, res ne zato, ker je pač moj sin, ampak zato, ker pač vidim, da ga dejansko, če te nekdo skozi sprašuje, pa se malo manj kot opravičuje, da kot vprost, ki spet sprašujem, samo sprašuj. Samo sprašuj. Pač želi, vedeti, želi znati, razumeti predvsem te stvari. Ja, sej, kaj pa boš v bistvu na koncu rekel? Rasti sine, tata je tu zate. Rečemo temu, da je tako. Ja. Ok, dala sva že v bistvu za toplotne črpalke na svet, kaj je pomemben gledati. Kaj bi pa še nekomu, ki bi si želel adaptirati, pa se bo lotil prenove, ali pa bo šel v novogradnjo, kjer bi bili 3 ključni nasveti iz tvoje stroke, ki bi ljudem lahko pomagali držati eno smer?
Ja, predvsem, da se pravi reče temu, predvsem ta zaupanje, da si ga ustvari. Druga stvar, da ne, nam rekel, da ne pridobivajo neke enormne količine nekih ponudb in nekih nasvetov, se pravi, imaš neko intuicijo vse pa ne. In narobe se mi zdi, no, če se tega lotijo po vseh možnih kanalih, pa po vseh možnih informacijah, po moje, potem pride do nekih res neke ogromne količine podatkov in večinoma se pomrvijo, rečeš v tem takem primeru, odločiš narobe, a ne. Morda, da spremlja oziroma da vzame nekoga, ki je, tako kot se prej rekel, mogoče priporočila, ne. Absolutno, če poznaš nekje nekoga, ki je že nekih tvojih bližnjih bil, jaz mislim, da je to velika prednost lahko za oba, kot pa da vzameš nekje nekoga, ki ga snamaš samo, da rečemo temu, zaradi neke nizke cene. Ne? In pa predvsem, da je nekdo, ki je renomiran, se pravi, ki je že nekaj let na trgu, oziroma da vidiš, da vejo, pač da veš, da je nekdo, ki da ve, kaj počne. No. Prav, neko znanje, neka dolžina oziroma nek obdobje tega podjetja. Ker z nizko ceno pač jaz sem mnenja, da ne moreš dobiti paketa, ki ti bo služil na dolg rok. No. Mislim, moraš imeti res srečo. No. Ja, mislim, da bo več teh nepolnih listkov, kot pa ta srečni listek, ki ga bo zvlekel. Ta loterija pri hiši oziroma nekomu, ki gradi, rečeš temu svoj dom, si bo stvaril svoj dom. Jaz mislim, da je zelo pomemben, da se držiš nekih preverjenih variant. Če želijo imeti mir. Kakšni bili pa 3 nasveti za kolega obrtnika v gradbeništvu, pa za sodelavca v gradbeništvu iz tvoje prakse? Mogoče ni mu zdaj na začetku, lahko je tudi, ne vem, na sredini svoje poti, kaj bi ti kot podjetnik, kot strokovnjak iz inštalacij, kaj bi rekel? A na kaj ne pazi? 3 nasveti iz tvoje poti. Ne pa vodila. Jaz mislim, da je treba skajati, da je treba pač pošteno narediti, kvalitetno narediti. Kvaliteta absolutno ne sme pasti nikoli. Ne glede na to, kakšen je investitor, ne glede na to, koliko premožen ali pa koliko manj premožen je investitor. Pa da skušaš, rečemo temu, loviti to, kar si obljubil, pa jaz rečemo osebno izhajam, da pač naredi tako, da bi delal vse, če ne bo to nikoli tvoje. Se pravi, da daš dejansko sebe v tisti projekt, tako ali pa drugače. Da ne jemljaš nekoga, ne bo rečemo temu, samo kot cifrano stranke. Ampak jo jemljaš kot stranko, ne glede na to, če to čist mehen obseg del, če to samo malenkost. Ja, pa nas je celo tako, da za stranko naredimo boljš, kot naredil zase. Jaz se Kovačev pokobila je bosa. Ta je zelo dobra, ja. Ja. Mislim, da je to prava pot, da se lotaš tega tako, ker če začneš to gledati kot maso, pa samo kot stranke oziroma investitore, kot številke, ne vem, jaz ne predstavljam. Ne, jaz tudi ne. Preveč, tukaj se je že pregovorilo, preveč gre enega odrekanja, preveč enega žrtvovanja, zato da nekam preplezaš, zato daš na konc, tako grdo rečen, ratuš šalabajzer, ker podreš vse, kar spostavil. Ne? Ja, se hitro, se ta pot, se vemo, ne rabaš veliko korakov naprej, pa nazaj narediti. Pa ne, da bi ratuš šalabajzer, ampak hitro lahko padeš. Kje je tista meja razuma pa pameti, da boš to pelal itak konstante ni, ne? Pa so spet pa hrčko kahota, ne? Koliko hitro bo laufal, pa kdaj dol stopati, pa za koliko časa dol stopati, pa kdaj se vrniti. In mislim, da je tle enostavno držati treba pač ta nivo. No.
ker ti rata vseeno, oziroma ker si misliš, spust se je dobro. Ne. Mislim, leta nazaj je bil nekdo na enem objektu rekel, vse puskaj, kjer sem rekel, ne, veliko je ura, prav po 7 je. Bo pač 7, je čist sen, ima prav vse, če ne bo v redu, se stranka poklicala. Kot ni jasen. Ni šans. Domov, pa id zaradi mene, samo ni šans. Zdaj si pogovoril tik pred ciljem, pusti se v redu. Ali pa da ne pospravaš, ali pa da pomedeš s sabo. Ja, to veliko tudi človeku pove. Ja. Ne. Sej sam gradbišče, nima veze. Zdaj, gradbišče pa lahko umazan. Ja, ne, pač ta red, čistoča, disciplina, jaz mislim, da ne glede na to, v kateri fazi je pač objekt se gradi, obnavlja, prenavlja, nima veze, pač, da vsak za sabo malo pospravlja. Ja, pa se v končni fazi v vseh pogodbah to piše. Ja. Mi vsako pogodbo, ki podpišemo, piše, je eno, kaj se izvaja, drugo, a ne, marsikdo ja, ne. Ja, naletiš na svašta. Kaj če ti papir, da ga je nekdo pred tabo podpisal, ko prejš na montažo, primer okn, če moraš zjutraj 2 ure pospravljati, čeprav je ta, ki je prejšnji dan pred tabo zaključil, podpisal, da bo. Pač ti ne preostane drugega, da to narediš, zato da boš ti lahko nemoteno. Pa mislim, da tudi, kako pa ti vidiš ta nivo komunikacije v gradbeništvu na terenu, na gradbiščih, ko se srečuješ z drugimi izvajalci? Kako bi ocenil te odnose od 1 do 5? Pa kar dobra 4, no. Oziroma +4, če tako rečeva. Zato, ker veliko, da rečeš teh obrtnikov, oziroma iste ptice skupaj leto. Večinoma, oziroma v več kot 50, oziroma 70% se kar rečeva temu srečujemo eni in isti. Ne. In ta odnos v bistvu se potem z leti to pride, ne, da se že toliko poznaš, da v bistvu z marsikaterim se tudi ne rabiš več pogovarjati, se sam pogledaš, pa veš točno kam, v katero smer mora iti. Ne. In to mislim, da je ful pomembno. Ja, tudi mreža ljudi, recimo, če ne vem, ena privat hiša, ne, se mi zdi zelo pomemben, da se izvajalci med sabo na neki točki tudi poznajo. No. Ker je to na koncu za investitorja boljši rezultat. Ja, ali pa tudi, če se ne poznajo, predvsem, da se res sodeluje, oziroma ta izmenjava kontaktov, kako so operativni sestanki, komunikacije, ker je kaj hitro v enem mesecu, par dni lahko grem, pa je to v parih mesecih na koncu lahko en mesec. Pa to, aj za nekoga, ki se mu mudi ali se mu ne mudi, niti ni toliko pomembno, ampak da rečeš, da ta sam sistem dela, oziroma sam potek del, da gre dejansko potem tudi lažje funkcionirati na objektih. Koliko se ti pa zdi pomemben lik vodje dela ali pa nadzoranga na gradbišču, on kot vloga? Koliko se ti zdi, da je on pomemben za uspešnost samega projekta, ki se ga dela? Jaz mislim, da je pomemben, kar se mi zdi pa še bolj pomembno je pa to, da predvsem da upravlja svojo nalogo tako, kot bi jo mogel. Oziroma, da predvsem izhaja z tega, da dela te stvari tako, kot jih bi mogel početi. Koliko pa je tega v praksi? Da ni teh metan polen pod kolena. Oziroma, pa recimo z moje strani lahko rečem, da je tega kar precej. Pa tudi zelo dobre izkušnje, tako da ni bilo neke sploh slabe izkušnje, bom rekel, ali pa rečeva temu neke grozne izkušnje, da bi jo jaz imel. Načeloma se zadeve špilajo, ker vse se hitro vidi, kdo s kje je, ali pa kdo komu kaj hoče ali pa noče. Pa spet, se pustiš sprovocirati, ali pa lahko pa te samo pač proba. Je nič? Jaz mislim, da sva danes kar ene par tem odprla. Pa še bi lahko. Tega je ogromno. Neskončno. Elej, mogoče ne zadnjič. Hvala, ker si prišel. Prvič je, zadnjič ni. Da verjamem, ja, prvega ne pozabiš nikoli. Ne, Bog ne da. Tako da, to je to. Najlepša ti hvala. Jernej, res hvala za povabil. Malenkost. Bilo je, res lahko rečem, ful prijetno, pa tako sproščeno vzdušje in upam, da rečemo temu, sem lahko s tem
odgovori ali pa komentarje, kakorkoli, morda, če sem enemu odprl oči, oziroma če sem enemu lahko pomagal, pa v bistvu sem že vzel, če samo eden. Če jih je pa več, pa še toliko boljš. Jaz se stoj, da tu delamo ta podcast. Drugač pa. Če samo enemu nekaj damo, smo naredili več, kot pa če bili sam tih. Točno to. Tiskamo, nas bo pa želel najdete, pa kaj vprašati, nas bo pa tudi najdel. Želim ti lep dan. Hvala.